fajn hrana, kaj ne da? No, ko človeku primanjkuje energije, takrat ni za nikamor. In če se to dolgo časa ponavlja, lahko človek tudi zboli. A kdaj govorimo, da ima človek premalo energije? Nekateri rečejo, da jih izčrpa služba, nekateri pravijo, da jih izčrpa odnos. Skratka, tisoč in eno stvar najdemo, ki nam črpa in pobira energijo. A s čim? Na kakšen način si to energijo povrnemo? Nekateri so se znašli in energijo črpajo od drugih, ne? Temu rečemo recimo, da so čustveni vampirji. A prav vsak človek ima svoj potencial. Potencial, da sam črpa energijo in da jo ima vedno dovolj, kolikor želi. Na kakšen način? Dr. Suzana Landripet je hrvaška zdravnica, ki pa se je izobraževala po vsem svetu in sicer na področju integrativne medicine. Kaj to pomeni? To pomeni, da je pacient, človek, deležen dveh pogledov na človeka. Se pravi, tiste klasične, uradne medicine in pa ostalih tehnik in metod energetske medicine. Ta zdravnica, dr. Suzana Landripet, je danes tudi v naši družbi. In če se boste odločili za katero izmed njenih brezplačnih predavanj, boste tako iz prve roke lahko znanje prejeli tudi sami. V mesecu februarju pripravlja brezplačna predavanja v Ljubljani in v Mariboru. V Ljubljani 11. in 14. februarja, v Mariboru pa 13. februarja. Vstop je prost in brezplačen, na telefonski številki 051 258 085 se lahko prijavite in lahko bi rekli, da je to tisto, kar naredite zase. Zato, da ne boste nikoli živeli v primanjkljaju energije. Lepo pozdravljamo in seveda dobrodošli, dr. Suzana Landripet. V Sloveniji ste imeli že kar nekaj predavanj in vse več je pravzaprav ljudi, ki poznajo vaše metode in ki se z nasmeškom in polni energije vračajo iz vaših predavanj in vseh teh dogodkov, ki jih prirejate po Sloveniji povsem brezplačno. Na vse zadnje moram povedati, da je tudi na zadnjem predavanju oziroma na zadnjem potovanju, ki smo ga imeli, so ljudje šli kar potem malo v naravo in sem jih vprašala, kaj ste pa počeli, in so rekli, črpali smo Matrix. Kaj so pravzaprav počeli? Priklopili su se na energiju iz zemlje. Namreč energetska medicina nas vraća nazaj koreninama, naravi, vesolju, sebi. In danes nam energije res primanjkuje in predvsem tiste nižje frekvence, ki se nahaja v zemlji. Kot ena lava, tudi tisti Matrix, živo rdeča energija, je naš benzin. I brez tistoga Matrixa se bolj težko živi oziroma žal na adrenalinu. Tudi v našemu telesu kri je rdeča, torej enake frekvence kot Matrix, in vemo, da brez krvi naši organi in naše življenje ne funkcionira. Torej, žal smo v zadnjih par stoletja zaradi tehnološke in znanstvene napredka se nekako odtujili, pozabili tiste osnovne, temeljne zakone fizike in jih lahko spet obnovimo. Vsi imamo, kot ste vi že povedali, tiste možnosti oziroma črpalku, ki jih lahko aktiviramo in se kar direktno priklopimo na vire energije iz zemlje. In to je seveda temelj. Različne so druge tudi oblike energije iz vesolja, meditacije, vizualizacije, ampak to je kot da bi na hiši imali opravka sa strehom. Ampak streha je lahko lepa, ampak če so temelji šibki in se majajo, se vse bo porušilo. Torej, 10-15 minut je že dovolj, da se naše energetske baterije okrepijo čez zelo enostavne vaje za prizemljitev, ki jih lahko se izvaja kjerkoli,
kadarkoli in se svako tome lahko nauči. Ne obstajajo apsolutno nikakovi predpogoji, razen želje, da sami sebi pomagamo več, a tudi čez nas lahko posredujemo energijo tudi bližnjima, če želimo. Wow. Se pravi, smo ljudje kot en najboljši športni avto, ampak kakor eni fičkoti se vozimo okrog po hlapih, medtem ko bi lahko bili ti športni avtomobili, potrebujemo torej znanje in potem kasneje tudi prakso. Ja, potrebujemo predvsem bencin, kajti tudi športni avto bo obstal na cesti, če se mu rezervoar izprazni. A ko enkrat imamo več energije, seveda onda tudi se lahko prelevimo iz starega fičeta v nekakav lepi veliki avto. In seveda to naše okolje zaznava, bolj se počutimo ob osebi, ki ima več energije, bolj smo varni, umirjeni, ne prihaja do tiste kraje, ko ste že prej omenjali. Torej, res je življenje narava ustvarila zelo enostavno, ampak smo se malo pozabili, zakrneli in je še časa, da se to spet aktivira. Se pravi, ni starostne omejitve, da bi rekli, ne, zdaj sem pa že pri 60-ih, zdaj pa itak vse en že. No, zelo je smešno, ampak tista energija Matrixa tudi jo rabimo za umret. Torej, to je toliko neutralna in temeljna življenjska energija, da jo ves čas rabimo. Tudi rastline, tudi živali na našem planetu živijo od zemeljske energije, tudi mi, ljudska bitja. In da bi sploh se spočeli, to jest da bi mama ostala noseča, rabi Matrix, da beba začne lahko se tu obdrževati in razvijati. Potem, ko smo otroci, rabimo Matrix za rast in razvoj. V šoli rabimo, da bi se bolj učili, zapomnili. Ko smo odrasli, da lažje prenesemo tisti preintenziven in prehiter ritem življenja. In tudi, ko smo starejši, da obdržimo tisto kvaliteto in funkcionalnost, a tudi, ko pride čas, da gremo lahko in v miru. In pogosto v Ameriki, kjer se to vse bolj že uporablja tudi na klinikama in ostalim praksama, tudi umirajočima energoterapeut podaja tisti Matrix, da lažje se poslovijo. Se pravi, zdravniki in energetski oziroma energijski terapevti delujejo skupaj za dobro pacienta. Ja, jaz sem osebno v Los Angelesu sodelovala na UCLA-ju v timu obskrbe žene sa rakom dojke. I tam smo enkrat na teden se usedli navadni zdravnik, onkolog, energoterapeut, nutricionist in ostalo že, kaj je takrat lahko pomagalo. In med sabo smo se pogovarjali, kaj je kdo napravil, kako smo prispevali, kaj ti je takrat celjenje, zdravljenje bilo mnogo hitreje. In žal, pravzaprav je profit bil motiv, namreč zavarovalnice manj plačujejo, imajo manjše stroške, če je bolnica manj na bolniški oskrbi. Ampak vseeno so zelo tudi odprti za vse, kaj je novo in pomaga. Se pravi, tudi v Sloveniji bi mogli na takšen način malo spremeniti stvari. Sem slišala, da zdaj pa ne vem, mislim, da na Japonskem ali Kitajskem so zdravniki plačani po tem, kako zdravi so ljudje. Pri nas je ravno obratno, bolj so bolni ljudje, več dejansko ima denarja, medicina in farmacija. Ja, žal je to vpliv farmacije izpet tistega profita, ampak energetska medicina ponuja vsakom posamezniku šansu, da si čim več pomaga sam. Sam, brez da gre nekomu pomoč. No in dajmo preveriti, kateri so tisti datumi v mesecu februarju, kjer se lahko tudi sami na brezplačnih predavanjih oziroma delavnicah naučite vse to. V mesecu februarju v Ljubljani 11. in 14. februarja ob 18. uri in pa v Mariboru prav tako ob 18. uri, fajn ura, da končaš službo in z vsemi ostalimi stvarmi, o 13.
februarja v hotelu City, smo torej rekli. Vstop je prost in brezplačen, telefonska številka je tudi tam objavljena, tako da lahko vidite. Sicer pa dr. Landripet, jaz zelo rada raziskujem in opazujem ljudi in ugotovila sem, da je pravzaprav temeljno prepričanje, zaradi katerega je toliko tega čustvenega vampirizma in energijskega vampirizma, da drug drugemu krademo energijo, je to prepričanje, da ni za vse dovolj. To ni prepričanje, žal to je dejansko činjenica. Torej, žal premalo imamo življenjske energije in zavestno ali podzavestno se vsak trudi, naj bi prišel do več. Torej, pričakujemo od staršev, da nam dajo energijo in seveda to je za otroka upravičeno, kaj ti je majhen in bespomočen. Ampak pričakujemo od partnerja, naj bi nam bil ob strani in dejal podporo, ljubezen, pozornost. A to so sve različne oblike energije. V službi pričakujemo čim manje dela, čim več zaslužka, kajti denar je tudi oblika energije. Torej, premalo imamo energije in vsak se bori na svoje načine, ki so odvisni od vzgoje in tistih tipova ljudi po energiji. Torej, nekateri so bolj aktivni pri jemanju energije, kot je tip večiti otrok ali kontrolor. Nekateri se ne zmorejo braniti, kot je žrtev ali nebeški tip. Torej, žal se vse posod borimo, a škoda, kaj ti energije v zemlji ima res neskončno. Se pravi, je to totalna laž, da ni za vse dovolj, za vse je dovolj. Ker sem se jaz v svojem življenju nehala boriti, ampak začela življenje sprejemati, se mi je le to obrnilo na 1000% bolje. In verjetno tudi vi to predavate na vseh teh predavanjih po vsej Sloveniji, da se ne rabimo več boriti za energijo, da jo imamo na pladnju, da si jo lahko postrežemo, da jo lahko vzamemo, da jo lahko uporabljamo. Seveda, bistvo je samo pomoč, oziroma en je interesanten primer, če mi upiramo prstom v nekoga, da nam je kriv, 2 prsta grejo proti tistoj osebi, a 3 proti nama. Torej, res si sami lahko ustvarimo boljše življenje in prvi korak je seveda, da imamo več energije in da imamo več življenjskega bencina, a potem se lahko tudi naučimo ostale načine mudroga življenja oziroma bolj zdrave kmečke pameti, kajti kmet, da bi preživel, moral se zelo usklajevati s naravom. In res v naravi, a tudi v nama, svima, so že vsi odgovori. Samo moramo malo do njih spet se pozanimati in pobrskati. Ja bi samo še poudarila, da je tudi v Novom mestu si prizadevamo v februarju tudi imati predavanje, pa upam, da budemo pravočasno tudi na spletni strani objavili. Za Novo mesto? Ja, naj bi bilo 16. 16. februarja, pa torej možnost, da tudi v Novem mestu. Na kateri spletni strani bo to objavljeno? Tista, ki je od zdaj na knjigici. Torej, 3x2 energetska-medicina.com, pa dajte še sami preveriti, če se bo torej zgodilo predavanje tudi v Novem mestu. Na telefon, seveda. Na telefonu, evo, ki je seveda objavljen, in pa ostala 2 datuma za Ljubljano in za Maribor, torej 13. februar, Ljubljana pa 11. in 14. februar. Na samem predavanju tudi pokažete nekaj teh vaj, ki vključujejo gibanje, ali so primerne tudi za tiste, ki jih kaj boli oziroma imajo fizične izzive, da se ne morejo ne vem kaj premikati, oziroma lahko mogoče celo rečejo, da pa njihov emšo ne ustreza tem sposobnostim. No, vsak lahko pride do matriksa in v energetski medicini, ki je podaljšek uradne medicine in ki je znanstveno preverjena od laboratorija nase naprej na raznim klinikama, obstaja določeni protokol.
Torej na predavanju prvo govorimo o svim tim bolj praktičnim aspektima, odgovaramo na vprašanja, ampak tudi ja predvajam tisto energijo Matrixa. Torej na predavanju že vsak oseba sprejme tisti prvi odmerek, prvu dozu energije in po predavanju že ljudi začutijo izboljšanje, spremembe. Torej vsak lahko pride, se usede, posluša in dobi energijo. A potem se lahko onda zmenimo bodisi za individualno srečanje oziroma skupinske delavnice, kjer se onda tiste vaje učimo. In potem, ko dejansko se naučiš te vaje, jih lahko sam vedno uporabljaš in je to dejansko potem življenjska lekcija, ki jo dobiš. Ja, to je popolnoma osamosvojitev. Nikoli več ne rabimo nikogar, da bi nam dajal to energijo. Torej v energetskoj medicini nismo odvisni nenehno tuje pomoči, a tudi lahko pridemo, obstajajo globlja znanja in razlage do vseh vzroka različnih težav. Bodisi zdravstvenih, bodisi v življenju, odnos, poklic, finance in podobno. Torej, to je kot ena šola življenja. In res tisti, ki so možda že brali knjige Barbare N. Brennan, ki je na slovenskom tudi že leta, Moč zdravilnih rok in Prebujajoča svetloba, imajo tamo dodatna dokazila in reference, a jaz sem bolj enostavno in poljudno v tistoj knjigici rdečoj poskušala to za svakoga pojasniti, da se vsako lahko razume in najde. Ravno danes zjutraj sem prebrala eno krasno misel, ko ljudje tukaj iščejo nekoga, ki jim bo spremenil celo svoje življenje, da jim bo boljše in ne vem kaj še vse, da ti ljudje bi mogli dejansko se pogledati v ogledalo. To je res, ampak žal zaradi primanjkljaja energije, različnih travma, ki smo jih bili deležni, neustrezne vzgoje, sploh zaradi nevednosti naših staršev, žal je ogledalo precej umazano. In rabimo malo strokovnega vodstva, da ga prebrišemo, da je bolj čisto, da je bolj jasno in takrat smo res namenjeni sami sabom vse reševati. Se pravi, brišemo ogledalo, da bo jasna potem slika in da bomo jasno tudi videli. Dajmo še enkrat pogledati tele datume, da si jih zapišete, se pravi Ljubljana in pa Maribor, potencialno tudi Novo mesto smo slišali, Maribor torej 13. februar in pa Ljubljana 11. in pa 14. februar. Mogoče je to tista stvar, ki ste jo iskali, da boste fajn začeli leto 2017, ko ste si zaobljubili, da boste nekaj naredili zase. Saj na koncu koncev, vi ste tista oseba, s katero boste vse življenje, seveda da vlagate vase. V koga drugega pa. Saj, če smo sami brez energije, ne moremo dejansko niti funkcionirati, ne vem, v neki družbi in na letalu zmeraj preden vzletimo, ko reče stevardesa, da moraš zmeraj najprej, če padajo tisti dol, da moraš najprej sebi dati kisik, pa vsem ostalim. Se zmeraj spomnim na vas, dr. Landry Petki, zmeraj govorite, za sebe je treba poskrbeti, da bomo sami imeli dovolj energije, da bomo lahko potem delovali. Ja, tako. Karkoli mi damo, a da sami nemamo dovolj, pravzaprav smo takrat v primanjkljaju in tudi pričakovanju, kaj bomo dobili nazaj. Ko imamo dovolj vsega, lahko od srca podarimo in nič ne rabimo primiti za nazaj. Se pravi, niti ni več tista pogojna ljubezen, ne? Daš, dam, ampak je brezpogojna. Žal, vse je odvisno od energije. 60% svih naših življenjskih aspektov so odvisni, če imamo dovolj energije. Če jo imamo dovolj, bolj lahko smo ljubljeni, bolj lahko ljubimo, vse je bolj varno. Predvsem pa začnemo živeti. Tako. Najlepša hvala, dr. Landry Petki, za vse informacije, ki ste nam jih podali, predvsem pa za ta dober občutek, ki ga mogoče čutite tale trenutek, ko razmišljate, pa mogoče bi pa res lahko živeli malce bolj lahkotno. Mogoče je pa življenje res lahko bolj enostavno. Ja, seveda, da je lahko. Ampak začne se pri vas in pri zavedanju, da imate izbiro. Kaj torej izberete?
Bolj lahkotno življenje, z več energije ali pa z manj? Odločitev je zmeraj vaša. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.